Zdaj bi pa začel, jaz z velikim veseljem pozdravljam vse na današnji predstavitvi knjige Utopija in resničnost ob zatonu evropske civilizacije dr. Boruta Koruna. Gospoda Boruta Koruna, ki ga poznamo kot esejista, svetovnega popotnika, stomatologa, misleca. Jaz sem vesel in ponosen, da je tudi predsednik, novi, zelo aktivni predsednik Slovenske narodne zveze pri Slovenski ljudski stranki. Danes bo spregovoril o tej knjigi, ki je v bistvu po eni strani prikaz evropske civilizacije, njenega nastanka in razvoja, in bi bilo res ne le dobro, ampak nujno, da ljudje, ki želijo delovati za utrjevanje, ohranjevanje teh vrednot evropske civilizacije, da preberejo tako analizo. Se pravi, ta, bi rekel, mal apokaliptični naslov seveda nima ambicije, da bi nas demotiviral ali pa demoraliziral, nasprotno, želi nas preprosto opozoriti, da je skrajni čas, da vzamemo stvari resno in se zavemo, da če ne bomo vseh vzvodov, ki jih imamo v rokah evropski narodi, izkoristili za to, da zaščitimo in ohranimo naš način življenja, potem se tudi naši civilizaciji, kot mnogim civilizacijam pred nami v različnih delih sveta, lahko bližajo težki časi in lahko tudi propad. Torej, to je knjiga v spodbudo vsem, ki želimo narediti, kar lahko, da se črne napovedi ne bi uresničile. Torej, se veselim predstavitve. Izvoli. Hvala lepa. Še enkrat lep pozdrav. Ali treba torej govoriti v to? Ni treba, ne? No, to je to. Ali je, sicer pa zdaj smo, se slišimo, ne? Ja, torej, jaz bi vam rad predstavil tole mojo knjigo Utopija in resničnost. Povod za to, da sem začel pisati to knjigo, je bilo pravzaprav že leto 2014, ko se je v Siriji, ta spopad z ISISom, takrat sem dobil eno knjigo v roke, ki je točno opisovala, kaj se tam dogaja. Ponudil sem Horvi družbi, da to knjigo iz nemščine prevedem, pa niso bili za to navdušeni. Z neko leta prvi boste v Sloveniji izvedeli, kaj se pravzaprav res, ker to je napisal novinar, ki je bil specialist za Bližnji vzhod. Pa niso hoteli, potem sem sam se začel s tem malo ukvarjati, na koncu sem rekel, pa zakaj pa ne bi jaz nekaj napisal o tem. Pa ko sem se spopadal, nabavil si kupe knjig in se spopadal s tem, s stvarmi, ki so me sicer že vedno zanimale, poleg tega, da sem stomatolog, sem tudi ob delu študiral še etnologijo, pa tudi naredil vse izpite za prvo stopnjo, no, potem sem začel pa res malo tudi pisati knjige, pa pol nisem dokončal, ampak za prvi 2 leti sem to dokončal. In je to nekako, bi rekel, tudi konec enega mojega, recimo, piko na i tega zanimanja za etnologijo, v katerem sem, kot je rekel, hodil precej po svetu, ampak ja, te moje potovanja so bila ne ravno, bi rekel, taka običajna, no, tudi sem po tedne in tedne veslal po divinah Južne Amerike, bil v Andih pri Indijancih, recimo Kogi, Sierra Nevada, Santa Marta, ker še ni bilo veliko belih ljudi, in tako naprej, tako z nahrbtnikom in enim šotorom in z neki koruznega zdroba in skratka, no. Veliko sem se na teh potovanjih naučil, še več sem se poskusil naučiti seveda iz knjig, zato se je bilo treba naučiti kak jezik, potem sem se ob študiju sem se še nemščino naučil, potem sem se španščino naučil in tako naprej, no. Mislim, vedno je treba pač nekaj vlagati v to, in mislim, da je to neke vrste pika na i vsemu temu prizadevanju. Zdaj, zakaj je utopija in resničnost? Pravijo, da je naslov je vedno najkrajša vsebina knjige, tako kot je naslov neke stranke, tudi njen program. Utopija in resničnost hoče povedati, da gre za nasprotje, da gre za eno bistveno nasprotje, v katerem živimo, in sicer med tem, kar pričakujemo v tej naši evropski civilizaciji in med tem, kar je res, oziroma kaj se nam dogaja, oziroma kaj se bo zgodilo. Danes vidimo, recimo, še pred par leti si nismo mogli misliti, da bo ameriška mesta gorela, Amerika je bila neke vrste utopija za nas, in za vse tiste, ki so se izselili. Poglejte, to je bila utopija, vidimo pa danes, recimo, resničnost je taka, da mesta gorijo, da se zaradi enega črnca, katerega smrt lahko sigurno tudi mi obžalujemo, pa vendarle izbruh nasilja in jeze ni izbruh zaradi tistega enega človeka, ampak to je
To je izbruh proti tej civilizaciji. To je vsa ta drhal, ki se po teh mestih to dela, kar počenja iz tega enega prvobitnega nasprotja te civilizacije. Podobno kot je bil izbruh francoska revolucija, ne vem, kdo se je s tem ukvarjal, francoska revolucija je bila krvava in še zelo krvava, ne? Tako kot ruska in tako naprej. No, skratka, to je zdaj konec, ne? A zdaj pa če gremo na začetek, da ne bom začel s koncem, ampak samo tukaj, da bomo videli, zakaj se gre. Kaj sploh je civilizacija? Ne? Civilizacija je pač višja oblika življenja. Ne? Kot vemo, človek se je dvignil nad nivo živali zaradi tega, ker je pač imel možgane razvite in ker je razvijal ko je ognj izumil, pa prvi kamen oblikoval v kamnitni nož, je že stopil na pot civilizacije, ne? Ki se končuje s tem, da smo prišli na Mars in na Luno. Ampak, ker se je človek civiliziral na različnih mestih tega našega planeta, Kitajska, Indija in tako naprej, Amerika, so seveda oblike tega civiliziranega življenja postale različne, nastale so različne civilizacije. Najbolj izolirana verjetno je bila ameriška civilizacija Indijancev, Majev in Aztekov, ki ni imela nobenega stika z drugimi civilizacijami. Druge so imeli še mogoče malo povezava, Sredozemlje z Bližnjim vzhodom, Bližnji vzhod celo z dolino Inda, no tic pa resnici ne. Ampak to nam pa pokaže, da vendarle človeški deluje posod enako in da posod vodi zelo podobnim rezultatom. Bistveno pri vsaki civilizaciji je, da nekaj ljudi te civilizacije druži. In to, kar jih druži, kar jih drži skupaj, je kot neke vrste lepilo. Kajti, zdaj, tudi to velja tudi za narod, za državo, za kakršnokoli drugo skupnost. Ampak, ko pač zdaj govorimo o civilizacijah, pač velja to za civilizacijo. To je običajno duhovna nadstavba, nadgradnja, ki rečemo po domače religija, verstvo. Zato tudi delimo civilizacije, rečemo hindujska civilizacija v Indiji, islamska civilizacija, če tudi se s tem, bom pozdaj povedal, mislim, da ta izraz ni najboljši. Evropske civilizacije bi pa lahko mirno rekli krščanska civilizacija, kajti brez krščanstva te civilizacije ne bi bilo, niti približno ne bi bilo, pa bi bila povsem drugačna. Ampak taka, kot je, se ne bi nikoli razvila in to bo tudi poskušal pokazati, zakaj ne. No, skratka, torej, to verovanje, to lepilo, to jedro, ta srž je pač religiozno, je iracionalno. In to nam preskrbi tisto energijo, ki je potrebna, da stvar ne razpade. Ker tudi tu gre pravzaprav v človeških družbah zdaj za narod, za državo, za neke vrste borbo z entropijo. Entropija je pravzaprav fizikalni pojem, zaradi katerega se pravzaprav stvari, zaradi katerega se razpadejo, recimo, ali pa recimo jaz vidim entropijo v moji sobi, ki je običajno razmetana. Če hočem, da je pospravljena, moram v to vložiti neko energijo. To se pravi, da se bojuješ zoper entropijo, je vedno treba vlagati energijo v sistem. Zato pa pravi nekateri, da bo nekoč vesolje tako rekoč razpadlo, ker bo zmanjkalo te energije. No dobro, to so zdaj, ampak tudi za človeške skupnosti in zdaj v tem našem primeru za civilizacijo velja to, da je pač treba vlagati neko energijo. Zdaj poglejte neko srednjeveško Evropo. Srednjeveška Evropa je bila sposobna iti na križarske vojne in se boriti proti islamu. Ljudje so žrtvovali svoje življenja, tvegali, šli na dolgo pot in to iz dežel, ki so si bile prej sovražne. Nemški vitezi, francoski vitezi, angleški vitezi in tako naprej iz Italije so šli skupaj na pot proti nekemu skupnemu sovražniku. Če ne bi bilo te ideje, ki jih je skupaj držala, tega ne bi bilo. In če bi vam jaz pokazal zdaj sliko, ki smo se sicer pogovarjali, da ni projektora še ni, ampak recimo v nekem 8. stoletju, nek 8., 9. stoletje lahko štejemo za začetek recimo nastajanja evropske civilizacije. Kajti, prej je bila pač antična civilizacija, ki je mogla nekako preiminiti, zato da je nastalo nekaj novega. No, in če vam pokažem sliko, zemljevid, boste videli, recimo, kako veliko je bilo tega področje islama, kako veliko je bilo. Od Indije, od današnjega Pakistana, preko vseh teh držav, Iran, Srednja Azija, del Turčije je že tudi, ki sicer veličji del Turčije je bilo še Bizantinsko cesarstvo, cela Severna Afrika, Španija. Leta 711 so muslimani začeli zavzemati Španijo. Kar je ostalo od Evrope, od zahodnega rimskega cesarstva, je bila Francija, je bilo del Nemčije, tja največ do Labe, pa del severne Italije, na jugu Italije so bili že muslimani, Sicilijo so zavzeli, ropali so po Kalabriji,
Vprašamo se včasih, zakaj je recimo Južna Italija tako zaostala. Ne? Mislim, da delamo tem ljudem malo krivico, kajti oni so bili stalno izpostavljeni napadom islamskih tolp in roparjev in gusarjev. No, ampak taka je bila situacija in če bi pogledali zemljevid, bi videli, da je pravzaprav da je bilo čisto od ene malenkosti odvisno, da ne same bitke, da ni Evropa propadla, kajti tako majhna je bila proti temu. Ne. Če ne bi leta 732 stari oče od Karla Velikega, Karl Martel pri reki Loari, to je na sredi Francije že, islamsko vojsko totalno potokov, bi bila Evropa danes pač že zdavne islamska. Ne. In bi Evrope, seveda potem tudi evropska civilizacija ne bi bilo. In potem tudi o tem danes ne bi mogli nič govoriti, kajti tu bi bil pač islam. Ne. No in zdaj, ki govorim, ne bomo govorili o medijskem civilizaciji, ne bomo govorili nič o hindujski, kitajski, egiptovski, vse to je, nekatere egiptovske ni več, majevska civilizacija zginila, ne. Ampak nas bo zanimalo to, kar se nas tiče, to se pravi, to sredozemlje za antično civilizacijo, grško-rimsko in pa seveda islam, ki se je pojavil pol. In če se je evropska civilizacija razvila nekako tudi iz te grško-rimske osnove, je v islamu našla svojega nasprotnika. In poskusili bomo to tudi pokazati. In zakaj sta obe, razvojni poti šli tako različno in zakaj je konec bistveno različen. Torej, najprej vzemo, ker je bilo pač krščanstvo prvo, ker se je začelo po našem štetju, po Kristusovem rojstvu. Kaj se je takrat zgodilo? Krščanstvo, ki je nastalo, se je moralo v rimskem imperiju, katerega del je tudi Palestina, in ker zgodovino nekoliko poznamo iz Biblije in tako naprej, se je moralo pač tu uveljaviti. Uveljavljalo se je prvič s svojimi etičnimi načeli, ki so bili seveda v prid revnim plastem, sužnjem, ženskam, pokorjenim, vsem tistim, ko bi rekel, Dostojevskih ponižanim in razžaljenim, ampak ne samo njim, moralo je biti uspešno tudi na nivoju intelektualcev. Kajti znašli so se v nekem svetu, rimsko-grškem svetu, ki je bil takrat na filozofskem nivoju zelo visoko. Takrat so bili epikurejci, stoiki, novoplatonisti in tako naprej. In takrat so se ti prvi krščanski možje, ki so bili intelektualci in so razvijali pač teoretično, poskušali utemeljevati vero, ki je sicer razodetna, vera razodetja, so potrebovali tudi neko filozofsko osnovo vsemu temu. Zanimivo je recimo Origenes, ki je bil en takih prvih očetov iz Aleksandrije, je hodil tako rekoč v šolo skupaj, oziroma hodil je predavanje, poslušati enega filozofa skupaj s Plotinom. Plotin je bil pa največji grški, poganski filozof, ki je pravzaprav utemeljil pojem božanstva. Zakaj je božanstvo, po vsej logiki, zakaj mora biti in kako da to zgleda, tako naprej. Skratka, bila sta tako rekoč učenca. In tu si je krščanstvo, oziroma ti njegovi, te možje, ki so utemeljevali, so uporabljali filozofsko orodje takratne grške filozofije. Ampak zdaj pa nekaj pomembno. Krščanstvo si torej ne moremo misliti brez filozofije. Vse ti pojmi, ki so od Svete Trojice in tako naprej, so pravzaprav pobrani iz filozofije, s tem je krščanstvo vzelo v zakup vso filozofijo tudi. Krščanstvo ni več shajalo brez Aristotela, brez Platona, celo še več. Krščanstvo je, katoliška cerkev pozneje, ko je pač razvila vse te svoje teorije, je tudi pogled na svet razvila na takratni znanosti, na takratni filozofiji. Ne smete pozabiti, da je filozofija takrat pomenila, in da pomeni grška beseda filozofija, ljubezen do znanja. In filozofi so bili pa tudi matematiki. To ni bilo zdaj samo tisto, čemu mi danes za nečijo rečemo filozofiranje, ta pa nekaj filozofira, ker danes je to res samo še neko filozofiranje, takrat je pa to bila vsa znanost, ki je bila. Vsak ljubitelj filozofije se je, zlasti v Grčiji, hotel čim več vedeti. Aristotel je postavil temelje biologiji, temelje logiki, ukvarja se tudi z matematiko. Platon sploh se je ukvarjal z matematiko, da ne govorimo o Pitagori, sej Pitagora se je ukvarjal tudi recimo z glasbeno teorijo, s teorijo tonov, ne poznamo samo tisti Pitagorov izrek, tega je bilo veliko. Skratka, to je bilo en zelo tak širok pojem. In krščanstvo je pravzaprav sprijelo s tem, ko se je nadgradilo na ta grško-rimski svet, je vso to filozofijo vzelo tudi za svojo. Potem je ta svet propadal, kot veste, zahodno-rimsko cesarstvo je propadlo, ampak ta propad ni bil tak, kot nam včasih
prikazujejo, ne, da se je pač pod udarcem barbarskih, nemško-germanskih ljudstv se vse skupaj sesulo. V bistvu so ta ljudstva prišla, ne, ta so se bolj bojevala med seboj, ne, za plen, kot pa da bi se bojevali proti Rimljanom, se vdinjali za vojake Rimljanom, zato da so se borili proti drugim skupinam. Predvsem se jim je šlo za to, ne, tako podobno kot zdaj, ko prihajajo migranti, da pridejo v evropski socialni sistem, so se tudi oni nekako sami sebe postavili za nekako elito, ki je živela na račun ljudi, ki so pač bili v veliki večini, polidelci, meščani in tako naprej. Ne. Še danes, zato so tudi izginili, ne. Zato so ta ljudstva tudi izginila, ker so hmalo sprejela latinski jezik, ki je bil takrat nekakva vulgarna domača latinščina. Poglejte, ne, iz severne Italije od Langobardov ostalo samo Lombardija, nič drugega ni ostalo od njih. Ne. Tu je zdaj, če skočimo malo še proč, ne, Slovani, naši predniki, ne, so bili seveda veliko bolj primitivni in se niso poskušali prodati kot neko elito, ampak so kar čistili zemljo, ne, požigali mesta, uničevali mesta in obdelovali zemljo in ostali na te zemlje. Ne. Skratka, to je bila ta razlika. Ma hočem reči nekaj, zato tudi civilizacija rimskega imperija, ki je bila takrat ob njegovem koncu že kakih 100 let krščanska, ni v bistvu propadla, ne. Ostala je katoliška cerkev, ostala je latinski jezik, ostalo je v veliki meri tudi rimsko pravo, če je tudi zanimivo, ne, rimsko pravo je veljalo za Rimljane, medtem ko so ta plemena imela pa svoje pravne sisteme, ne, pozneje se je pa to nekako izenačilo, ne. No, skratka, in zdaj na tak način, na tej osnovi je začela nastajati ta evropska civilizacija. In kaj je pa zdaj bistveno? Zdaj, seveda, o tem lahko govorimo še in še, kaj je konec koncev vse, kar je evropska civilizacija ustvarila, ne, je to, o tem ne moramo zdaj govoriti. Ampak, ja, samo nekaj točk, ne, nekaj točk. Recimo, prvo je bila pač ta etična prvina, ki je prinašala krščanstvo. Ne, to je bilo nekaj povsem novega, to je bila pravzaprav etična revolucija, ne. To, kazim, da je Kristus rekel, recimo, da prej pride bogataš, kamela skozi šivankino oko, kakor bogataša nebesa, ne. Ali pa recimo naj vrže kamen, kdor je brez greha in tako naprej. Skratka, to so bile prvine enega novega sveta, ne. In šele razvoj tega mišljenja je sicer stoletja pozneje omogočil nekakve drugačne kvalitete življenja. Suženjstvo se je vendarle polagoma ukinjalo, ne, in so ga ukinili so ga v prostoru evropske civilizacije. Ne. Na koncu 18. stoletja so tako Francozi kot Angleži, vse to je res dolgo, prepovedali kupovanje sužnjev v Afriki in njihovo vožnjo v Ameriko. V Evropi seveda že dolgo prej ni bilo več suženjstva. Ne bilo še v Ameriki črnskega. Treba reči tudi, da so, vse veste, ko so Španci, ker govorimo ravno o suženjstvu, ko so Španci zavzeli Ameriko, da so tudi zasužnjevali. Če tudi v Evropi to ni bilo več navada, so pa Indijanci zasužnjevali na svoje plantaže. In so leta 1542 je španska vlada to prepovedala, zasužnjevanje Indijancov. Hvala Bogu za Indijance, ampak za črnce se je začelo pa tudi, seveda, takrat so začeli pa uvažati več črne delovne sile. No, skratka, ampak moram povedati, da edino krščanska civilizacija je bila tista, kjer so se pojavili ugovori zoper tak odnos do ljudi. Ne? Islam nikoli ne bi odpravil suženjstva, ker je imel sam Mohamed, je imel sužnje tudi. Ne? Ker je to pisalo tudi v Koranu in tam je Božja beseda, se ne da nič spremeniti, ne? Nihče ne sme tega spreminjati, se tudi ne bi nič spremenilo. No, to je zdaj ta etična poteza. Ne? Drugo, kot smo rekli že, je krščanstvo sprejelo filozofijo in potem seveda ni moglo več iz tega. S tem je sprejelo znanost, s tem je sprejelo logično razmišljanje, logični razvoj tega. Ne? Scholastični filozofi, to so pa ti filozofi, od katerih se mi včasih malo tako ponorčujemo, da razmišljajo o tem, koliko Anglov lahko stoji na eni pucikini glavici, so vendarle nadaljevali to staro antično tradicijo. Ne, vsi samostani so imeli svoje knjižnice, celo zapovedano je bilo, da so knjižnice. In v teh knjižnicah so se ohranili stari zapisi, stari rokopisi, ki jih je bilo treba vedno znova obnavljati. Imeli so te skriptorije, ki so prepisovali tudi Platona in Aristotela in vse druge filozofe. In na tak način je to skozi stoletja se je to prepisovalo in ohranjalo. Zato danes vemo za skoraj vsa Platonova dela, ne, in Aristotela in tako naprej.
Potem, ja, jasno, da se je ta razvoj lahko prenesel potem tudi do dvomov, a ne? Tudi do dvomov. Recimo, če vzamemo, ja, Aristotel, ki je bil neka velika, bi rekel, avtoriteta, a ne? Je recimo rekel, da je svet večen, ne? Ni pa verjel v večnost, v nesmrtnost duše, a ne? In zdaj, recimo, je že nastal problem, a ne? S takimi problemi so se ukvarjali te srednjeveški skolastični filozofi. Kako zdaj uskladiti, recimo, Aristotela, o kateremu nisi smel dvomiti, in vero, o kateri tudi nisi smel dvomiti, a ne? No, in s tem so se ukvarjali, a ne, kot rečeno, ja, razni filozofi in prihajajo do različnih rezultatov, včasih so tudi kako delo prepovedali, vendar nikoli ni prišlo do tega, kar se je sicer dogajalo pa v islamskem svetu, a ne? Zdaj pa preskočimo malo v islamski svet, ki se je začel širiti tam seveda par stoletij in 6 stoletij zatem, a ne? Mohamed je bil rojen tam okrog leta 570 našega štetja, ne? Umrl je pa leta 632 našega štetja. Po njegovi smrti so njegove vojske, ki jih je on s prisilnim, on je Arabce moral tudi na silo pomuslimaniti, a ne? Zdaj se ne bomo spuščali v to, ker to je tudi pravzaprav 80 vojsk vojskoval, prednji je pravzaprav združil ta arabski polotok pod to vero, ki je pa izrazito agresivna bila, a ne? In zdaj pridemo do te velike razlike, a ne? Če se je krščanstvo moralo utirati pot v rimski imperiji s prepričevanjem in z velikimi žrtvami, vse veste, da so kristjane preganjali, a ne? Pobijali so jih, metali so jih levom in ne vem kaj še vse. Zakaj? Zato, ker so edini bili, ki pravzaprav niso priznavali cesarjo tega božjega statusa, ne? Ker je sicer bil rimski imperij je bil zelo, v verskem smislu zelo toleranten. Pravzaprav je bilo Rimljanom vseeno, a si častil Izido, a si častil, ne vem, grške bogove, ampak moral se priznati v tistem času nekako cesarjevo, bi rekel, božanskost, a ne? Tega pa kristjani niso hoteli. In to bi bil tisti razlog, zakaj so ravno kristjane preganjali. Kristjani so dejansko prinašali nov svet, novo vizijo in niso hoteli imeti s tistim svetom nič, a ne? Zdaj, če skočimo zopet nazaj, a ne? Islam tega problema nikoli ni imel. Ni se mu bilo treba soočiti z filozofijo starega sveta, a ne? Ker so osvajali svet z ognjem in mečem. In so ga uspešno osvajali, ker so bili takrat ravno v tistem času, nekaj desetletij pred tem je divjala kuga po Sredozemlju, ki je tako imenovana Justinianova kuga, ki je vzela milijone ljudi, a ne? Predtem so se bojevali Perzijci in Bizantinci tudi desetletja, ne? In so bili eni kot drugi izmučeni. Poleg tega seveda je bilo to fanatično verstvo, ki je obljubljalo, kot veste, po vsakemu vojščaku, ki je padel po smrti, to je en izraz, ki sem ga jaz izumil, porno utopija, ne? 70 devic, ne, ki so vedno na razpolago, skratka, on pa nikoli ne omaga, ne, skratka, zdaj si pa zamislite tiste mlade ljudi, jasno, da so tako vizijo, vsi so verjeli, se še danes verjamejo, ne, še danes se žrtvujejo v 21. stoletju, kaj še le takrat, ne. No, skratka, islamu se ni bilo treba zoperstaviti z miselnim svetom starega sveta, ampak so prinesli tisto svojo puščavsko religijo in so jo na silo uvedli. Vsem tistim, ki niso prestopili v islam, so nabili velike davke, a ne. Ljudje so bili brezpravni, od tod izvira, od tod poznamo beseda raja, a ne. Raja je brezpravna, lahko samo plačuje davke, a ne. In to ni bilo v arabskem svetu nič drugače kot v turškem imperiju, od koder sicer poznamo ta izraz, a ne. No in ta islamski val se je širil kot val, mislim, ja, res kot val vse do južne Francije, a ne. Ampak zdaj, prej smo govorili o krščanski civilizaciji, zdaj sem samo za primerjavo šel spet nazaj na islam. Še da je nastala neka nova civilizacija, ki je temeljila tako na grški miselnosti, kot na etosu, krščanskem etosu, a ne. Zelo lepo pove, recimo, lepo pokaže razvoja, ne, Evrope, ne. Če primerjamo recimo že sam stavbarstvo oziroma recimo slog cerkva, ne, imate v Evropi en jasno viden razvoj. Najprej so bile bazilike, ki so bile pravzaprav nekakve v rimskem času poslovne zgradbe, sodišča ali karkoli takega. Potem je bila romanika, potem je bila gotika, potem je bil barok in tako naprej, pa klasicizem, pa neoklasicizem. Ampak to je pravzaprav posod po Evropi šlo nekako skladno s časom. V tem času je prevladovalo to, a ne. Dobro, s tem, da je gotika se začela recimo v severni Franciji, pa tam, pa da renesansa v Italiji, pa da gotika nikoli ni posebno razvita v Italiji, to je to. Ampak vendarle je Evropa nekako v plasteh šla celot. Medtem ko tega v islamskem svetu ni, a ne.
Tam imaš pa po pokrajinah, Perzijski svet, kamor spada tudi Centralna Azija, ima neko posebno arhitekturo. Džamije v turškem svetu so kopija Aje Sofije, samo da so jim dali štiri minarete, džamije v Severni Afriki so pa drugačne, skratka, tega točno se vidi, da vera sama kot taka ni bila tisti pobudnik za razvoj civilizacije, ampak je prišla, zavzela in to je bilo to. In za razliko od krščanske civilizacije se je islam bistveno bolj sovražno obnašal do razvoja, do znanosti. Vsi rečejo, pa smo dobili desetiški sistem pa matematiko od islama, pa smo dobili, besedo alkohol, pa ne vem, pa pa astronomija, pa to. To je deloma res. Zakaj je res? Zato, ker je islam zavzel tiste dele antičnega sveta, tisti del, ki je bil bistveno bolj razvit kot pa zahodne dela. Aleksandrija, spomnite se samo na knjižnico Aleksandrija, pa tam so bili vsi tisti grški znanstveniki, ki so zmerili že takrat obseg zemlje in ne vem kaj. Enkrat sem gledal matematične naloge, ki so jih pošiljali med seboj, pojma ni. Jaz sem jo poslal za hec Mišo Alkalajo, ki je bil študiral matematiko, pa mi jih ni rešil. Ampak to so oni reševali brez decimalnega sistema. To se pravi, Atene kot center filozofije, Aleksandrija kot center znanosti, pa še drugih, Antiohija, Pergamon, to so imeli ogromne knjižnice, ki so kar tekmovali s temi knjigami, kdo bo imel večjo knjižnico. In ker so potem, da ne bi mogli recimo tekmeci imeti o Pergamonu, to knjig so v Egiptu, ki bi takrat že pod grškim vodstvom, pač vse svete. Predtem je Aleksander Veliki zavzel ves ta svet in njegovi generali so si razdelili pač posamezne dežele, so oni prepovedali izvoz papirja. In zato, da so oni lahko, se opravičujem, ne bomo. In zato, ker je bil prepovedan izvoz papirja, so v Pergamonu izgubili pergament. Skratka, tam je bila znanost, filozofija, vse to je bilo na zelo visokem nivoju. In ta del je prišel islamu najprej v roke. Medtem ko na zahodu ni nič takega, nič posebnega. Takrat je bila Evropa, tudi Francija, pa zlasti še tisti del Nemčije, to je bilo barbarski svet. In kljub temu je šel razvoj potem v to smer, da je tam zamrlo, v Evropi pa nastajalo. Seveda ni propad te znanosti in filozofije v islamu ni nastal takoj, ampak so mnogi posamezni, rečemo jim, učeni možje v islamu tudi gojili naprej in matematiko in filozofijo. Zlasti so se ukvarjali z Aristotelom, to je zanimivo, veliko bilo teh komentarjev na Aristotela. In seveda, bilo je tudi nekaj medicinskih del, Ibn Sina, ampak to je treba reči, on ni bil Arabc, on je bil Perzijec. Tudi ta kvarizmi, ki je uvedel matematiko in desetiški sistem z temi indijskimi številkami, je bil Perzijec. Iz Horezmije, al-Kvarizmi pomeni Horezmijec, in Horezmija je še danes dežela v Uzbekistanu, na meji med Uzbekistanom in Turkom. In tam so šle te sviljene poti, iz Indije preko, pa iz Kitajske, tu se je srečevalo in seveda tako je ta kvarizmi prišel v stik z indijsko matematiko. In to preko arabskega sveta smo potem zelo hitro tudi Evropejci dobili. Že v 11. in 12. stoletju so Evropejci tudi dobili te stvari. Skratka, resnica je, da je mnogo teh stvari bilo najprej prevedeno tudi v arabščino. Ker so bili nekateri vladari, kot je bil Harun al-Rašid, on je bil član te abasidske dinastije, ki je prenesla sedež kalifata iz Damaska v Bagdad in so tam ustanovili tudi tako imenovano hišo modrosti. In so v tisti hiši modrosti poskušali prevajati ta astronomska, matematična, filozofska dela in so jih tudi uspešno prevajali, ampak kdo jih je prevajal? Prevajali so jih kristjani, tisti, ki so znali, ker vsa ta dela so bila v grščini napisana. Grščina je bila takrat jezik znanosti, filozofije in vsega. To je bilo veliko bolj, je bila grščina pridno kot je danes angleščina, recimo, veliko bolj. Pravzaprav je bila vsa znanost, še potem v rimskem času so Rimljani filozofirali v grščini. Šele bolj počasi se je latinščina v rimskem samem imperiju uveljavila in potem v srednjem veku bila pravzaprav jezik, dolgo časa jezik znanosti in tako naprej. No, in tako so v tisti hiši modrosti dejansko prevedli ogromno Aristotela in Platona in znanosti in tako naprej, tudi matematične knjige. Ampak potem je zanimivo, kako je zdaj pa najprej ta znanost prišla v arabske roke, iz tistih Grkov, ki so pač tam živeli. Potem, kako je prišlo pa zdaj to v Evropo?
To se je razširilo pač tudi jasno po tem islamskem svetu. Kot ste rekel, nekateri ljudje, nekateri modri možje v islamskem svetu, recimo Ibn Rušd, Ibn Rušd je bil filozof in zdravnik. Zanimivo je, da so bili vsi ti ljudje tudi zdravniki. Študirali so pa na Galenovih knjig. Galen je bil eden zadnjih velikih zdravnikov latinskega sveta, rimskega imperija. In zato so imeli ti ljudje tudi velik privilegij, ker so bili tudi osebni zdravniki vladarjev in so jih ti vladarji ščitili. Sicer bi jih seveda tudi Ibn Sina, kljub temu, da je sam pisal komentarje na temo Galena in se je ukvarjal z medicino, celo neko enciklopedijo medicinsko je napisal, je bil mnogo poječa, kljub temu. Bi ga pa seveda ubili, če ne bi bil vladarjev osebni zdravnik. Isto je bilo z tem Ibn Rušdom, ki je bil iz Kordove in je bil tudi osebni zdravnik teh kordovskih španskih kalifov, kot sem rekel, da so leta 711 zavzeli Španijo, Arabci, in je bilo glavno mesto v Kordovi. On je bil pa sicer tudi filozof, ki se je ukvarjal z Aristotelom, pisal komentarje na Aristotelova dela in je postal zanimiv v tistem svojem času že zelo znal tudi v Evropi. Ena prvih univerz, mislim, da sploh prva univerza, je bila v Parizu. Vidite, nekaj takega, kar je univerza, recimo islamski svet sploh ni poznal. In že v tistem času, 11-12 stoletje, so v Evropi začeli ustanavljati univerze, ki so bile sicer, so jih pogosto vodile cerkve, ampak tam si študiral tudi teologijo. Kdor je študiral teologijo, je mogel najprej 4 leta študirati filozofijo, šele potem je lahko študiral teologijo. Potem je bila tudi medicina v Italiji, mislim, da Salerno, pol je bilo pravo, mislim, Bologna, pa Padova, potem Köln je bil zelo hiter tudi, pozneje še, potem Praga in tako naprej. Skratka, en razvoj, ki ga v islamskem svetu ni bilo. Tam so bili sicer posamezne verske šole, kjer si se tudi učil, kaj druga tuči, ampak je bilo vendarle v glavnem pa učenje Korana na pamet. No in pogledajte, to je ta razlika in tega Ibn Rušda, ki bi sigurno največji filozof arabskega sveta, so ga na koncu izobčili, izgnali v Maroko, njegove spise zažgali, na srečo, so takrat, ko so kristjani počasi, rekonkista je bila, so počasi osvajali Španijo, kot veste, Španijo nazaj. Španci so korak za korakom osvajali Španijo nazaj, ker namreč Arabci nikoli niso zavzeli Baskov. Baski, se vidite, še so zdaj zelo trmasti, Baski nikoli niso padli in tudi ta predel Katalonija z Barcelono je bila zelo kratek čas pod muslimani. Od tod verjetno izvirajo razlike med Katalonci in drugimi Španci, ki so bili Katalonci zelo kratek čas, ki jih je kar velikih zelo malo osvobodil in so bili, je bila tako ena španska marka. Verjetno je iz tod izvira neka ta velika razlika med Katalonci in ostalimi Španci, ki se hočejo osamosvojiti. No, skratka, in kar ni bilo nikoli osvojeno, je bil Santiago de Compostela, ta najbolj severozahodni del in sploh ta cel pas vzdolž Biskajskega zaliva, zato je pa tam tista pot tudi šla, Camino de Santiago. No, skratka, od tam so potem španski vitezi korak za korakom pač osvajali. In potem je prišlo leta 1212, spod 1212, do ene ogromne bitke med muslimansko vojsko in med krščansko vojsko, ki so jo prišli na pomoč vitezi iz vse Evrope. Zato, mimo grede povedano, če se danes mi upravičujemo za križarske vojne, je to največji neumnosti. Prva križarska vojna je bil papež Urban, je tam konec 11. stoletja, mislim, da je leta 1095 pozval na križarsko vojno. To je bilo že 400 let, so bili potem pa že ogromno krščanskih dežel že pod islamskim, cela Severna Afrika, ki je bila zelo krščanska, se bi Sveti Agustin iz Severne Afrike, Sirija je bila zelo krščanska, Egipt in velik del Male Azije, vse je bilo že zavzeto in potem 400 let potem se krščanski svet bi rekel oboroži in gledal nasprotno in zdaj se opravičuje, celo papež. Skratka, to je tako malo neumno. Ampak v tisti veliki bitki Las Navas de Tolosa, torej na meji med Andaluzijo in Kastilijo, je prišlo do te velike bitke, baje je bilo na vsaki strani 200 000 bojevnikov. Pri tem, da treba povedati nekaj, takrat je bila Južna Španija, islamska Španija je bila del nekega velikega islamskega imperija, ki je obsegal vso Severno Afriko. Severna Afrika plus Španija, torej to ni bilo samo Španija. To je bilo, in če govorimo, da Afrika nikoli ni posegala v Evropo, je že tu en primer, že drugič. Prvič so bili 700 leta, 711 in zdaj je bil ta veliki imperij, ki so namreč muslimani v Španiji so poklicali njih na pomoč. In so bili v tem imperiju, ki je obsegal Maroko, Tunis, Alžir in še Španijo. Te veliki bitki so zmagali kristjani. In od takrat naprej je šlo kar precej hitro, to osvajanje Španije. Do leta 1492, to je bila tista znana letnica, ko je šel Krištof Kolumb na pot v Ameriko. Isto leto so zadnjo islamsko postojanko, to je bila Granada, ki je obsegala en del ozemlja, tam čisto na jugu Španije, to je pa Granada, pa še ta špica do Gibraltarja.
takrat, kot veste, je prišlo do prostovoljnega odhoda, oni so tismo emirju granadskemu rekli, da lahko odide, in je tudi šel vsem svojim spremstvom, in so rekli tudi vsem muslimanom, arabcem, da se ali se izselijo ali pa sprejmejo krščanstvo. Ni bilo do mene groznega preganjanja. In še zdaj smo bili, mislim, z mojo gospod Smolacima, enkrat Maroko, eno mesece, ki še zdaj vejo, da so oni sicer Arabci, ampak potomci tistih Arabcev iz Španije. To je, imajo še vedno tudi Maroko, Tunisu, se še ti ljudje zavedajo. Jaz sem celo enkrat v Madridu nekoč enkrat kupil celo glasbo njihov, ki ima celo drugačno glasbo. Meni se zdi vsa arabska glasba sicer izgliha, ampak dobro. Skratka, na tak način je potem bila Španija zavzeta, ampak kar sem hotel povedati, je bilo pa to, da ko so zavzeli Toledo že, ker Toledo je bilo najprej prestolnica Španije, ves čas, še lepo malo pozneje je postal Madrid, so takoj ustanovili prevajalsko šolo. In so s pomočjo vladarja in s finančnim pomočjo vladarja so se tam zbirali učenjaki iz vse Evrope, zato da so prevajali s pomočjo seveda Špancev, tisti, ki so znali arabščino, ki so domačini, so tam vse prevedli, so filozofijo, astronomijo, vso tisto bogatstvo, znanost in filozofija, kar je prej iz grškega sveta prišlo v arabski svet in kar so sicer nekateri, kot je Ibn Rušd, res tudi malo oplemenitili svojim znanjem, je prišlo zdaj počas v roke Evrope. Najprej v latinščini, pozneje pa v španščini. To je bilo 200 let trajalo, torej 2 tete šoli sta bile. In drug tak center je bil pa Sicilija. To je treba tudi povedati, na Siciliji je bil en vladar Friedrich II, ki je bil sicer hkrati tudi, pa to je dolga zgodba, vas ne bom s tem moril, hkrati je bil tudi nemški cesar, iz rodbine Štafovcev. On je odraščal, kot otrok, čisto zapuščen, in se tam potikal po Palermo, skratka, znal vse te jezike. In pozneje je bil tudi za Arabci Sidobe, skratka, tam so tudi prišli znanstveniki iz Evrope in prevajali in tako naprej. Skratka, 2 taka centra sta bila. No in še nekaj, ne vem, če bom predolg, me ustavite, prosim. Skratka, še nekaj, kar je bilo, tipično evropskega, kar za nastanek evropske civilizacije je bilo, zdaj smo že nekaj točk povedali, eno je bilo pa nek pojav nekega individualizma. Zdaj, individualisti smo vsi ljudje, vseh civilizacij, ampak tu je bil neke druge vrste samozavedanje človeka. Eno študijo, ki sem jo bral, recimo piše noter en tak primer. Zdaj, če bi jaz rekel, recimo, v stari Grčiji, recimo v grškem jeziku, za tole knjigo, bi rekel, to knjigo je napisal Borut Korun. Pozdaj bi se pa pojavili zdaj v nekem novem smislu, pa bi pa rekel, jaz, Borut Korun, sem napisal to knjigo. Skratka, individuum prihaja zdaj v ospredje. In zanimivo je, da se ta pojav nekako se je odrazil tudi v strukturi teh jezikov severo-zahodne Evrope. To je Anglija, severna Francija, Flamska, in to je eden izmed centrov, kjer je nastajala nova evropska civilizacija. Drug center je bila pa severna Italija. In zato imate danes vi 2 vrste jezikov, evropskih jezikov, enih, ki je recimo kot slovenščina, kjer ni treba reči, ja, sem to naredil, ampak reči, naredil sem, delal sem, kupil sem. Celo priporočljivo je ne uporabljati osebnega zaimka. In imaš drugo skupino jezikov, kjer v angleščini, ki brez aj ne more biti nič. Tam brez osebnega zaimka, ki ga celo z veliko pišejo, ne gre nič. No to zdaj, da ne bom preširok, to seveda ima velike posledice potem v sami strukturi jezika. Ti severozahodni jeziki, tudi francoščina, za razliko od španščine in angleščine, zgubljajo končnice glagolov potem. Če rečeš I work, you work, he works, sicer dobi ta sezram, potem pa spet we work, you work, they work. Torej, glagol sam se skoraj da ne spreminja. Zato pa mora biti osebni zaimek. A me razumete, kaj mislim? Zdaj v slovenščini pa ni treba. Delam, delaš, dela, delamo, delate, delajo. Torej, osebni zaimkov, razen če hočemo poudariti, to jih ne uporabljamo in celo ni dobro uporabljati. Zato ločimo sintetične jezike in ločimo analitične jezike. Ampak sintetični jeziki so dediščina latinščine in grščine, ki se pa izredno sintetična jezika. Saj veste, veni, vidi, vici. V 3 besedah je povedal to, kar recimo rabiš mogoče cele stavke. Skratka, grščina, latinščina in tudi vsi jeziki evropski iz tistega časa so bili sintetični, slovenščina je še precejšnji meri sintetična in tudi drugi slovanski jeziki, medtem ko so pa nemščina, zlasti pa angleščina, pa germanski jeziki, pa tudi francoščina so pa analitični. To se pa razgrajujejo stvari in potem se stavljajo skupaj z različnimi deli. Ampak to samo hočem reči, da to je zopet en pojav, ki je bil nov v Evropi. Nekaj novega, to se ni zgodilo pač ne v prejšnjih časih, nekaj drugega. To so zdaj neke take točke, ko vam hočem povedati, kaj tvori to evropsko civilizacijo. In še eno bi mogel omeniti, namreč
Zdaj mogo iti malo v istočasno, je seveda obstajal še bizantinski imperij, ki mu nismo nikoli zadosti hvaležni za to, da je pravzaprav tule 1000 let branil najprej pred Arabci in pol pred Turki, in pol, ko so enkrat, ko je padlo 1453, pa že prej, ko so vdrli na Balkan in kakšne posledice je to imelo. Skratka, 1000 let so nas bizantinci pravzaprav branili pred islamskim napadom in ja, pol na koncu je pač bilo, kakor je bilo. No, skratka, ampak eno religiozno gibanje, ki je bilo priganjanje, namreč nasprotje med častilci slik in med preganjalci tistega čaščenja. To je še danes precej živo v pravoslavnem svetu, čaščenje ikon. Jaz sem sam videl, recimo v grškem svetu, oni se klanjajo pred ikonami, pred temi slikami, jih poljubljajo celo, molijo pred njimi. Ampak v tem ne vidijo toliko veliko božanstva ali pa svetnika ali pa Mater Božja, karkoli, ampak prav v tisti sliki je pravzaprav inkorporirano nekaj. Skratka, to so nekateri zlasti bizantinski cesarji preganjali kot malikovalstvo in so uničevali take slike. Potem drugi so zopet bili. Skratka, ta stalna borba je bila, dokaj niso na koncu na eno koncilu vseeno rekli, da se slik ne sme uničevati in skratka, čaščenje slik je obveljalo. Takrat je pa bolj Zahod, torej to je bilo za časa Karla Velikega, Zahod je pa takrat sprejel na nekem koncilu v Frankfurtu pa odločitev, nekak sklep cerkveni, da slik sicer ni treba častiti, ni treba jih pa tudi uničevati, da slike samo predstavljajo pač nekaj, so samo predstava o nečem. Zato to je bil skratka bistveno bolj razumen sklep in bistveno bolj razumna odločitev, kot pa je bila bizantinska, ki so bili, bizantinstvo je spadalo pod Orient že, ampak to je zdaj spet, da se ne bomo zapletli, v preveč. Kajti jaz ne uporabljam tega pojma islamska civilizacija, ker kaj pa pol kristjani v Siriji, kaj so pa oni morajo reči islamska civilizacija, če so kristjani. No, skratka, in ta odločitev na tem koncilu, v Frankfurtu, to je bilo tam konec 8. stoletja, za časa Karla Velikega, kaj se je zgodilo? Zdaj, naenkrat ni bilo več tega togega okvirja. Vi, če pogledate pravoslavne ikone, so danes enake, kot so jih delali bizantinci. Tudi tiste, ki jih danes rišejo, so popolnoma enake. V budizmu, recimo, Buda upodabljajo v njih 6 pozicijah. Enkrat leži, enkrat kliči, enkrat, kaj zvem, to. Je popolnoma tako, kot je bil, skipi so popolnoma taki, kot so bili v stoletjih pred Kristusom. Medtem ko je pa ta, desakralizacija slike kot take, je odprla pot, seveda, renesansija. In potem že na Giottovih freskah vidimo razlike, že prihaja življenje, prvi znaki nekega gibanja in tako naprej, skratka. In šele to je odprlo pot temu, da se je renesansa, da se je slikarstvo in kiparstvo in to razvilo sicer 100, 200, 300 let pozneje. Ampak to seveda ni zdaj ne samo slike, ljudje, ki so odkrili perspektivo, recimo, ljudje, ki so znali uporabljati vse to, kaj z Michelangelo, recimo, veste, da ni bil samo najboljši kipar na svetu in da ni bil eden najboljši slikar, da je bil tudi arhitekt, recimo. Tisti, ki so vlivali kipe, bronaste kipe, so tudi pozneje znali vlivati topove. Skratka, to je prineslo tudi en razvoj enega mišljenja, enega znanja, raziskovanje telesa, recimo kipar je mogel dobro poznati človekovo telo, zato so študirali na mrtvecih mišičev anatomijo. Anatomija po drugi strani je osnova za medicino. Brez poznavanja anatomije ni možno razvoj medicine. Skratka, vse to, medtem ko je bilo pa islamu prepovedano upodabljati človeka. Pa ne samo človeka, tudi vi v islamu nimate nobenih velikih prikazov živali ali pa ne vem česa, ampak vse neke abstraktne forme so, geometrijske ali listi kot simbol in tako naprej. Skratka, to so vse te točke, ki so dale prednost Evropi in zdaj, če še enkrat se spomnim tudi zemljevida, tista majhna Evropa, ki je bila, Francija, pa del Nemčije in pa Anglija, pa v tistem ogromnem islamskem svetu, na koncu, čez nekaj stoletij je zmagala ta Evropa, pognala muslimane iz Španije ven, in še celo potem šla proti ofenzivu. Na koncu je Evropa kolonialna, sicer zelo kratek čas imela tudi Severno Afriko, zelo še krajši čas pa Sirijo in Irak in tako naprej. Zato se ne morejo zgovarjati, da so bili ne vem kako uničeni in izkoriščeni. No, ljudje že zapuščajo moje predavanje, to se pravi, se moram pohiteti. Se vem, se malo hecam.
Ja, pogledajte, zdaj to je seveda po mojem, zdaj, če malo pohitim, ves ta razvoja, ne, je pripeljal seveda tudi do enega drugega, enega svojega absurda, ne. Kajti katoliška cerkev je takrat naredila pogled na svet je bil, rekel, racionalen, je bil razumski. Na podlagi tistega, kar je takratna filozofija, takratna znanost vedela. A ne. Vedela pa je, narekovajo, da se vsi planeti in sonce sučejo okrog Zemlje. A ne. To ni bilo, ker je Ptolomej, Klavdij Ptolomej to celo vse izračunal in nam dokazal, da se sonce sučejo okrog Zemlje in tudi drugi planeti. Ne bom zdaj govoril zakaj, ampak izmislil si je pač tako in tako gibanje, ki ga je lahko potem matematično dokazal. In ko je Kopernik enkrat v začetku 17. stoletja dokazal, da ta svet, na katerem je vse skupaj slonelo, da je napačen, ne? Kljub njemu, on tudi ni mogel natančno računsko to dokazati. Zakaj? Zato, ker ni računal na to, da se Zemlja okrog Sonca suče po elipsi, ampak je računal, da je v krogu, ker krog je matematično popolna oblika, elipsa pa ni. Ne? No, kakorkoli je, takrat se je marsikaj zrušilo. Takrat se je zrušila seveda tudi etična avtoriteta cerkve, v neki meri. Vsa ta pot vodi seveda v razsvetljenstvo, ki je cerkvi nekako prevzelo ta nauk, je vzelo ta primat etične kapacitete in ga tudi razširilo na ves svet. Od takrat naprej sveta, takrat je bila prva deklaracija o človekovih pravicah, 1789, če se motim. No, skratka, in to je šlo tako naprej, zdaj vidim, da nam zmanjkuje časa. V glavnem, jaz vidim v vsem tem dogajanju, kar sem prej na začetku rekel, da tisto, kar deluje proti entropiji, je bila religija. Zdaj seveda, če smo začeli najedati to religiozno jedro, je stvar začela nekako razpadati. Sama znanost, samo znanje, samo ta naša tehnološko obvladovanje sveta, ki smo ga zdaj dali celemu planetu, in smo ga razširili in Japoncem in Kitajcem, seveda ni dovolj, ni dovolj. En italijanski znanstvenik, arheolog, kulturni zgodovinar je v neki knjigi napisal, imamo celo Studia Humanitatis, je izdala tisto knjigo od naslove pa od helenizma do srednjega veka, tezo, ko sem jaz zagledal, se mi je veliko, kar so mi oči plane, to je to. Teza pa je, da obstaja korelacija med na eni strani razumskim, med logičnim, racionalnim razmišljanjem in umetnostjo, kjer je pač podoba jasna, kjer je lik jasen, kjer je to jasno, in na drugi strani med neracionalnim razmišljanjem, mističnim in med abstraktno podobo. To je njegova teza bila, ki je rekel, da se je pač on kot znanstvenik lahko tudi dokaže. In če to drži, in jaz mislim, da drži, potem lahko vidimo, kdaj je začela ta racionalna plat evropske civilizacije usihati. Kdaj je, ni več naturalistične slike, take jasne, ostro, kdaj se tu začne vse skupaj zamegljevati, vse skupaj nekam umikati v neke druge svetove. Ja, začelo se je konec 19. stoletja. Ekspresionizem, pa impresionizem najprej, pa pol ekspresionizem, pa razni izmi, pa surrealizmi, pa to naprej, vse tja do Picassa in tako naprej. Danes recimo gledaš kakšne slike, pa rečeš, pa slišiš, da je ta avtor študiral pri temu, pa rečeš, pa dobro, je bilo treba za to študirati toliko slikarstva, zato si napackal tole, kaj si napacal. Potem, pesniki pišejo pesmi, ki ne veš, kje se začne, kje se konča, kaj ima to rep in glavo, ga nima. Skratka, iz tega se je potem v moji knjigi naredil je Janez Menard, ki je bil eden zadnjih resničnih pesnikov, poleg mogoče Toneta Pavčka, recimo, pa mogoče bi se še kak našel, tudi Pirkovič, mislim, da čisto v redu pesnik, torej niso vsi za to, da ga vržemo v koš, ampak večina je pa, poglejte, vse te pesniške zbirke, ki jih stajajo, da se ne veš, da se šalijo ali se zafrkavajo. Se pa se tudi naše proslave konec koncev samostojnosti take, da ne veš, ali nas zafrkavajo, se norčujejo, ali resno mislijo, da se tam eden trga obleko iz sebe in se meče po tleh in rjuje in zdaj pa to umetnost. No, se tu noter imam še veliko teh primerov. Spomnite se, ko sem jaz bil študent, je bila neka skupina tu v Ljubljani, to je bilo po 68. letu, namreč 68. leto je bilo tudi taka prelomnica, takrat se je tudi fej zalomilo. So na gledaliških predstavih klali kure, so klali kokoši. In jaz vem, da se mi takrat kot študentu zdelo to res skrajno nizko, mislim, niti
Ja, popili afer kar vek. Ne? Ja. No, mislim, potem v filozofiji, ne, to noto precej pišemo o tem, ja, filozofija je eno samo blebetanje, ne, ki to bereš in ne razumeš ničesar. Ampak se tudi ni kaj razumeti. Ni kaj razumeti. In tu je, če boste vtipkali na internet Alan Sokal, ne? Alan Sokal, to je bil, mislim, da človek še živi, verjetno, predavatelj matematike in fizike v New Yorku in tako naprej, je se sklenil zdaj iz tega malo pohecati, ne, je napisan članek, ki je imel vse te besede noter, vse je zgledal zelo končno, ne, ko bi nek sodoben sociolog ali filozof pisal in je potem to poslani zelo znani ameriški sociološki reviji. Oni so imeli pa tak sistem, da so dve skupini, vsaka za sebe je neodvisno tekst prebrala in potem odločila, sta mogla obe odločiti, da je tekst vreden objave v tako obriko eminentni reviji. In so obe sta sklenili, da to je, ta tekst je pa res vredna. Ne. Šele potem, ko je bilo objavljeno, je on povedal, da se po domači povedal, zajebalo, da je to noro. Ni me dokazal. Ne. Pogledajte, te filozofije, ne, danes govorijo, ne, da je pravzaprav znanost konstrukt belega človeka, belega moškega. Ne. In nekateri so šli tako daleč, neki Bruno Latour, neki francoski filozof, pazite, in to imam tudi notra, ne, ampak to je res, ne, to je bilo res. Je ob odkritju raziskavanja neke mumije Ramzesa, ne vem, drugega, tretjega, kjer je že, ko so baje ugotovili, da je verjetno umrl za tuberkulozo, zapisal sledeče, da to je nemogoče, kajti bacila tuberkuloze je odkril šele Robert Koch leta 1881. Ne, to se pravi, medicina je konstrukt belih ljudi in ni moglo biti za časa Egipta, da ni bilo medicine, ni bilo bacila, skratka, tako je, to je, bi rekel, ja, do takih absurdov pripeljajo današnja in to vsem tem je seveda vidimo propad, ne, naše civilizacije. In potem ta utopičnost, ne, še moče kakšna beseda v tej utopičnosti, ki je eden, bi rekel, bistvenih elementarnih sestavnih delov naše civilizacije. Ne. Jaz mislim, in to sem tudi zapisal, jaz sicer mislim, da smo mi, ki smo bili 99% človekovega obstoja na tem planetu, smo bili mi lovci, nabiralci, smo živeli v nekih skupinah barbarskih, po 50 ljudi, ki je lovila in nabirala sadeže. Mi zelo kratek čas smo mi civilizirani ljudje in to nas ni, mi smo v bistvu še vedno barbari, še vedno smo mi kamenodobni lovci. Ne? Ampak takrat smo živeli v neki brezrazredni družbi. Socialnih razlik pa res ni bilo. Ne? Sicer so genetiki dokazali, da se je večina žensk razmnoževala, ampak samo 40% moških. To pomeni, da so v takem tropu, v takem krdelu so tisti te močni, si vzeli vse te boljše ženske za sebe, tisti, ki je bil malo bolj fin, ne, pa ki je bil mogoče imel celo malo slaboviden, da ni mogel dobro loviti živali, tisti je ostal brez vsega. Ne? Skratka, te razlike so bile, bilo je kruto življenje, ampak socialnih razlik pa ni bilo. Ne? Ko je pa nastala civilizacija, seveda so pa ljudje so različno sposobni, eden si priglasi več, eden manj in to vodi vedno v neki občutek, da bi moralo biti drugače, ne? Da bi bilo treba samo nekaj narediti. Ne? In pojavljali so se potem seveda razna gibanja, no? In vemo, da je bil marksizem največje tako gibanje. Vemo, kakva je bila njegova usoda in ko se je ta mit o tem, po prvi svetovni vojni in potem, ko so videli, kaj v Sovjetski zvezi se dogaja, ko se je to razblinilo, se je pojavil ta tako imenovani neomarksizma, ne, ki je imel svoj začetek v Frankfurtu, frankfurtska sociološka šola, Adorno, Horkheimer, potem Jürgen Habermas, no, mimogrede, Jürgen Habermas še živi. Takrat je bil on zelo mlad, in zdaj krepko čez 90 in je velja za enega glavnega intelektualca v Nemčiji. Ne. No, torej, mimogrede, da me ne bo kdo obtožil antisemitizma, vsi ti ljudje so bili Judi in vsi ti ljudje so bili člani komunistične partije Nemčije in vzdržal jih je pa nek judovski kapitalist. In oni so potem pravzaprav morali pred Hitlerjem zbežati v Ameriko, ne, so pa oni ustvarili tako imenovano kritično teorijo, ki sicer ni bila filozofska veja, ampak je bil nek nauk. Kako uničiti to družbo. Namreč, takrat so vsi ugotovili, da pravzaprav socializma ne bojo mogli, komunizma ne bojo mogli uveljaviti drugače, kot da bojo vse to, kar nas veže na to civilizacijo, najprej razvezali. Vse te naše odnose, najprej na prvi vrsti religija, odnosi med žensko in moškim, odnosi med starši, odnosi med prijatelji, vse je treba to razvezati, uničiti in potem na novo vzpostaviti.
No in to se je tudi dogajalo. No? In to so potem bile razne seksualne revolucije, spomnite se, pa hipi, pa 68 leta študentska revolucija, potem vse te klanje kokoši, pa to je bilo še nič v primerjavi s tem, kaj se dogajalo, ki je neki Otto Mil, kaj je delal. Prašiča so zaklali, potem so ga dali njegove notranje organe na mlado punco, ki je ležala naga, potem se je pa ta umetnik podelal še na njo in polulal. In to je, seveda so študenti vsi to ploskali, to je bil štos, ne fajn, ampak to je bilo takrat en sam protest proti naravnano proti vsemu, kar je bistvo evropske civilizacije. No? In zdaj pa, da zaključimo, to, kar danes vidimo, uničevanje kipov, uničevanje, zdaj se je ta bes usmeril teh ljudi tudi proti samemu sebi, proti samim belcem, ker mi smo krivi za kolonializem, za bedo v Afriki, za to, da smo iztrebili Indijance, sej beli ljudje imamo veliko krivde, ampak čakajte, Timur, vladar v Samarkandu, je 17 milijonov ljudi pobil. Baj, da so muslimanski napadi v Indijo 80 milijonov ljudi tirali skozi vsta dolgi čas. Ta Timur je v Bagdadu sestavil piramido iz 90 000 osekanih glav. Pa kaj so Japonci delali, pa kaj so Kitajci delali, pa kaj so Japonci s Kitajci delali v Nankingu, 200 000 ljudi pobili. Pa kaj delajo? Ker so vse do konca pobili. Ja. To ste pozabili. Ja, to sem pozabil. Ja, tudi, ja. Jaz nobenega ne opravičujem, Hočem pa reči, da smo taki ljudje vsi, Noben ni boljši, In nobenega smisla nima, da se mi zdaj s pepelom posipamo, ker drugi niso nič boljši. Mi smo zdaj na koncu, zaradi svoje tehnične, tehnološke, prednosti pač okupirali tako rekoč cel svet, ampak se smo se tudi omaknili. In to, kar se danes dogaja po teh mestih, je po mojem, to resničnost. Utopije nikoli ne bo, verjetno ne bomo nikoli hodili na Luno, na dopuste in na Mars in tako naprej, ker bomo prej ta planet uničili, če nas ne bojo prej še zavzele islandske horde, kar je zopet ena resničnost, da ne bomo se zdaj spuščali v ozadje tega, kdo je tisti, ki je pravzaprav spuščan, v komu je to interes, da se to dogaja. Ja, evo, tako, s tem bi jaz zaključil, pa mogoče bi vam dal še kako besedo vam, da še rečemo kaj. Zaenkrat se vam zahvaljujem, ker ste bili tako potrpežljivi, da ste zdržali. Če bo pa slučajno kdo hotel to knjigo kupiti, pa tam še par primerkov zadnjih, ki jih imam. Hvala lepa še enkrat, evo, dam besedo vam. Hvala.